Spoštovani gospod Škof, gospod župnik, gospod Marjan Japelj in ostali pobudniki tega obeležja. Pravkar je gospod Škof blagoslovil pomnik, ki je simbol žrtev resnice in državotvornosti slovenskega naroda v zadnjih stoletjih. Na tem pomniku je mnogo simbolike, večina je bila omenjena, nekaj poudarkov je mogoče še dati. Predvsem bi pa na začetku rad izrazil veselje nad tem, da je to pomnik, ki je resničen. In hkrati žalost nad tem, da ta pomnik postavljate samo vi, medtem ko se predstavniki države v zadnjem letu trudijo, da bi na Trgu v Ljubljani postavili pomnik, ki izraža neko drugo simboliko, na katerem naj bile zapisane besede resnice, simbolika v obliki dveh ločenih stebrov, ki poganjata v nebo, pa govori o čem drugem. In ker so, kot je bilo že prej rečeno, simboli pomembni, bomo spet dobili nekaj, okrog česar bo v prihodnosti veliko špetiral, namesto da bi bil to odraz neke enotnosti, vsaj pietetne enotnosti v pogledu za nazaj, in bo treba tudi to popravljati. Ta pomnik je drugačen, je odraz resnice. Slovenski narod je šel v preteklem stoletju ali po zadnjih stoletjih čez tri velike preizkušnje. Čez prvo svetovno vojno, ko smo ostali zelo ozemeljsko osiromašeni v matici, ko smo izgubili velik del narodnostnega ozemlja, ko smo, ali pa ko so naši predniki posejali ne samo slovensko zemljo, ampak tudi tujo zemljo, ko so se borili tako v Avstro-Ogrski, kot deloma tudi v italijanski armadi, ko so umirali širom po Evropi, kjer so tudi danes še vedno pozabljena grobišča. Pevci so zapeli pesem o Doberdobu, ker je grob pri grobu slovenskih fantov. Ampak še večje grobišče slovenskih fantov in mož iz prve svetovne vojne je v Galiciji, danes v zahodni Ukrajini, kjer je več kot 30.000 slovenskih pozabljenih grobov. Na naš predlog se slovenska država zdaj končno ob tej 100. obletnici prve svetovne vojne prvič vsaj približno dostojno spominja tudi teh grobov naših rojakov. Predstavljajte si žalost v Sloveniji, ki je v kratkem času prišlo sporočilo, da je 30.000 družin izgubilo svoje sinove ali može. Več krajev v Sloveniji se še danes imenuje Galicija po tem žalostnem dogodku, pa mnogi, ki danes tam živijo, tega niti ne vedo. Ker se je ta spomin brisal. Ko gre za grobove iz prve svetovne vojne, nanje sicer niso navažali smeti in odpadkov, kot se je dogajalo potem na moriščih po vojni pobitih, se je pa na te grobove nalagala pozaba. In šele po 100 letih se ta krivica popravlja. Čeprav praktično ni neke družine ali pa nekega nekoliko starejšega slovenskega rodu, ki je v bližnjem ali pa danes rodcu ne bi imel koga, ki je padel v prvi svetovni vojni. Tudi še po vojni, ko so se prostovoljci v okviru Majstrovih odredov borili za slovensko severno mejo. Tudi tukaj lahko doživimo žalostna presenečenja. Bil sem lansko leto na pokopališču na avstrijskem Koroškem, v Pliberku, in grobovi Majstrovih borcev, ki so padli tam, so pravzaprav lepše urejeni, čeprav na tako imenovanem sovražnem ozemlju, glede na to, kdo je takrat dobil Koroško, kot pa ti grobovi v Sloveniji.
tudi tukaj se krivica šele v zadnjem času nekoliko popravlja. Še več grobov, pa tudi morišč, ki še niso grobovi ali pa grobišča, je slovenska zemlja dobila v času druge svetovne vojne in predvsem po njej, kot je bilo že prej pravilno rečeno. Tukaj pravzaprav vsak mesec odkrivamo nova morišča in ko pogledamo na zemljevid Slovenije, vidimo, da živimo v raju pod Triglavom, ampak podzemlje je grob pri grobu ali pa še nepokopane žrtve, večinoma nepokopane žrtve. Tudi to nas še čaka. Vi ste tukaj potem v tretjo stopnico vgradili tudi spomin na vojno za Slovenijo. Tudi ta je posejala Slovenijo z grobovi, na srečo pa jih je bilo malo. Plačali smo tudi ceno s krvjo za samostojno državo, vendar je ta, če govorimo samo o tem obdobju, relativno nizka, razen za tiste, ki so jo morali plačati, za tiste je bila najvišja. Mnogi, predvsem izven Slovenije, so spraševali, kako je bilo mogoče, da je Slovenija, pravzaprav goloroka Slovenija, uspela pred 25 leti ubraniti plebiscitno odločitev slovenskega naroda, pravzaprav edina odločitev, ker si je slovenski narod resnično sam pisal sodbo in imamo zato tudi empirični rezultat v velikanski večini, ki nas je glasovala za samostojno Slovenijo na plebiscitu decembra 1990. Skratka, mnogi so se takrat, pa tudi ob tej obletnici, spraševali, kako je mogoče, da je slovenski narod našel v tem usodnem trenutku toliko moči, da mu je uspelo. Sami veste, da je bilo tudi znotraj naroda kar nekaj bojazni, oklevanja. Slovenska politika je bila takrat razdeljena, tako kot je danes. Niso bili vsi za Slovenijo po 25 letih. So bili kao vsi, ampak takrat vemo, kakšna so bila glasovanja, nekatera so šla komaj skozi, ko je šlo za ključne odločitve v slovenskem parlamentu. Ampak slovenski narod je bil enoten. Enoten kot še nikoli do takrat v zgodovini in to je ključni razlog, da smo uspeli. Mislim pa, da je v tistem usodnem času med nami meso postala tudi znana Cankarjeva misel, ko je zapisal, da nobena solza ni bila potočena za manj in nobena kaplja krvi prelita za ston. Ta moč, ki je takrat Slovencem dala pogum za to zgodovinsko odločitev in potem za obrambo proti teoretično stokrat močnejšemu nasprotniku, ta moč je prišla tako od nas, od živečih generacij, od Slovenije v zamejstvu, od Slovenije v izseljenstvu, pa tudi od energije nedokončanih življenj, ki so končala svojo pot predvsem po drugi svetovni vojni in ki bi lahko, če bi obstajala vseh teh desetletjih druge polovice prejšnjega stoletja, dejansko pripomogla k temu, da bi Slovenija bila raj pod Triglavom tudi v smislu, vseh ostalih smislih, ne samo v smislu naravnih lepot. Na tem pomniku sta še dve simboliki, ki nista bili posebej poudarjeni. Zdaj, ena je ta piramida. Mnogi, vidim tukaj kar nekaj veteranskih obrazov, tudi drugi veste, da je ta tetraeder, tako imenovani, bil naša
osnovna obramba proti oklepnim enotam Jugoslovanske armade. Nismo imeli protioklepnega orožja, zato smo pač morali te kolone ustavljati z ovirami in to je ena taka najbolj pogosto uporabljena ovira. Hvala, da ste jo uporabili, čeprav ima tudi drugo simboliko. No in mogoče za današnji čas, ki ga živimo ne samo Slovenci, ampak vsi Evropejci, še najpomembnejša simbolika, ki govori o tem, kje so vrednotni temelji ne samo Slovencev, ampak celotne Evrope, praktično vseh evropskih narodov. Zdaj, ko so očetje Evropske unije, Konrad Adenauer, Jean Monnet, De Gasperi in ostali, snovali po tej katastrofi, po tej moriji druge svetovne vojne, ki je zavila evropski kontinent v črnino in tudi omogočila potem, da je nastala železna zavesa, da je padla železna zavesa, da je bila Evropa razdeljena na demokratični in komunistični svet. Ko so snovali Evropsko unijo, ko je prvih 6 ustanovnih članic podpisalo sporozume, ki so predstavljali temelj neke nove zgradbe, ki naj bi predvsem preprečila novo morijo na evropskih tleh, so izbrali tudi simbol, ki ga danes poznamo kot evropsko zastavo z 12 zvezdami. To so zvezde iz Marijinega kroga, ki poudarjajo krščanske temelje evropskih narodov in Evrope. Žal danes tega pravzaprav ne more slišati nikjer. Tudi velikanska večina Slovencev ne ve za to. To je zamolčana simbolika. Večina ljudi misli, da so te zvezde simbol 12 držav, ki so bile včasih članice Evropske unije. V resnici gre pa za globlji pomen. In ravno ti vrednotni temelji evropskih narodov, tudi slovenskega, so danes na preizkušnji. Vsi vemo, kaj se dogaja. Vsi vemo, kaj se dogaja in kolikor drevo nima korenin, propade, prva sapica ga poruši. Enako velja za narode in države. Če se ne zavedo svojih korenin, so na prepihu in v tisočletjih svetovne zgodovine poznamo na stotine primerov, ko so nekoč močne plemenske ali pa rodovne zveze, države, tudi veliki imperiji, zaradi tega propadali. Ker so nekaj časa živeli v blagostanju, pozabili na lastne korenine, na vrednote, na podlagi katerih so nastali, šle so horde od drugot, jih preplavile in sijajna civilizacija so izginili. Zaradi lastnih napak, ne toliko zaradi pritiskov od zunaj, ti vedno so. Danes je celotna Evropa na tej preizkušnji in tudi Slovenci. Zaradi tega še posebej pomembno, da ko postavljamo spomenike, ko postavljamo pomnike, ti pomniki in ti spomeniki izpričujejo resnico. Ne pa in govorijo o koreninah, govorijo in slavijo, če hočete, ali pa ohranijo spomin na res pomembne reči. Zdaj, ko govorimo o teh 3 obdobjih v slovenski zgodovini v zadnjih 100 letih, je pravzaprav vsako od teh obdobij usodno zaznamovalo. Vsako od teh obdobij je usodno zaznamovalo zavest ne samo takrat ali pa danes živečih rodov, ampak tudi zavest prihodnjih rodov. Ko je za prvo svetovno vojno, nas čaka predvsem naloga, da vrnemo spomin našim rojakom, ki pa tudi, rekel, dostojen grob našim rojakom, predvsem vojakom, ki so takrat izgubljali življenje. Ko gre za drugo svetovno vojno, državljanski spopad, komunistično revolucijo, povojne pomore, je naloga še težja.
Tukaj nas čaka proces, na koncu katerega je sprava. Brez sprave ni dobre prihodnosti nobenega naroda. Nespravljeni narodi so prvi na listi tistih, ki propadejo. Ampak do sprave vodi neka logična pot. Prvi korak do tega cilja je resnica. Prvi korak do tega cilja je resnica. In del te resnice je seveda tudi tako dostojen odnos do naših rojakov, ki ležijo pomorjeni in še vedno nepokopani v neugotovljenih moriščih širom po Sloveniji. Ni jih več samo 600, ampak zdaj že ne vem koliko. In šele potem, ko bomo kot občestvo sprejeli to resnico, je potrebno obžalovanje in po obžalovanju pride odpuščanje in potem sprava. Vse bližnjice do sprave so propadne, so se izkazale kot manipulacije. Brez resnice ni sprave. Ne glede na to, kako je ta pot boleča in naporna, jo pač hodimo, jo moramo prehoditi in prej bomo prehodili, prej bomo Slovenci spravljen narod. No in na tej poti ali pa v tem procesu nam je ta usodni trenutek zgodovine slovenske osamosvojitve ali pa Božja milost, če hočete, dal močan temelj za spravo v slovenskem narodu. Ta temelj je enotnost slovenskega naroda v času odločanja za samostojno Slovenijo in enotnost pri obrambi te odločitve. Tukaj smo mi Slovenci kot narod zelo enotni, ne 100-odstotno, ampak enotni bolj kot, praktično vsi primerljivi narodi, ki so stopili po podobni poti do lastne državnosti v svetovni zgodovini. In še danes ima do tega časa velikanska večina Slovenk in Slovencev pozitiven odnos. Ne glede na to, kateri stranki so, ne glede na to, kakšno je njihovo siceršnje prepričanje, je to čas, ki ne deli. Je to čas, ki se ga skuša tako ali drugače omalovaževati, namesto katerega se skuša na piedestal postavljati čase, ki so nas razdvajali, ampak ravno zaradi te organske enotnosti slovenskega naroda pred 26 leti na plebiscitu je tisti čas neko trajnostno vrednotno središče slovenskega naroda, ki je vir moči, ki je lahko vir moči tudi v sedanjih in prihodnjih trenutkih preizkušenj in ki lahko močno pomaga tudi pri temu, da Slovenci dokončamo spravni proces, brez katerega ni dobre prihodnosti. Ker ne bomo pokopali vseh naših rojakov, dali mrtvim imena, priznali vsem, ki so kot posamezniki z domoljubnim prepričanjem padli na katerikoli strani te pravice in tega dostojanstva toliko časa, pač ne bomo spravljen narod in bomo tavali na mestu, da bi šli hitro po poti naprej. Brez tega ne gre. In ta simbolika, ki je v vseh teh znakih in črkah in oblikah na tem pomniku je izjemno močna. Malo je pomnikov v Sloveniji, ki izražajo tako močno simboliko. Pravzaprav, ko gledam ta pomnik, bi ga lahko pisali z tistimi znanimi verzi Alojza Gradnika, ki jih je sicer napisal preden je bila pravzaprav Slovenija prizadeta z najbolj množično morijo v zgodovini in eksodusom, so pa resnične in izpričujejo to, kar ste po moje tudi prvotno želeli povedati z tem pomnikom. Alojz Gradnik je namreč zapisal naslednje verze. To
to, da ne bom delal krivico pesniku, jih bom prebral. Obstal je rod in bo obstal. Kjer sveta od tisočerih je grobov spomina. Tu vsaka gora, reka in dolina in vsaka misel dedov razodeta. Obstal je rod slovenski in bo obstal tudi zaradi vseh nas, ki se spominjamo njegovih korenin, vemo, kje so, vemo, kaj je bilo dobro, kaj je bilo manj dobro in ki to skušamo obeležiti na način, da ta spomin ostane tudi za namcem. Hvala vsem, ki ste prispevali k temu državotvornemu dejanju. Hvala.